To je zdaj velika težava Amerike. Ja, ne govorim o vojni, temveč o teh živalih. Bitja, ki prihajajo iz drugih delov sveta. Živali in insekti, ki postajajo škodljivci v državi. Obstajajo ribe, ki skačejo iz vode in trčijo v ljudi. Obstajajo žabe, ki lahko ubijejo psa, in kače, ki v celoti pogoltnejo krokodila. Vse to je resnično in se trenutno dogaja v Ameriki. Zato me v tem videu spremljaj in skupaj bomo odkrivali invazivne vrste, ki postopoma spreminjajo in uničujejo naravo Amerike. Preden začnemo, prosim všečkajte in se naročite na kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, veliko pomeni. Hvala lepa in zdaj začnimo. Levierka, če jo pogledaš na prvi pogled, se zdi ta riba zelo lepa. Ima pisane proge in dolge plavuti, ki v vodi izgledajo, kot da plešejo. Ampak ne pusti se prevarati, saj je levierka ena najbolj uničujočih invazivnih vrst v morju. Prihajajo iz Indo-Pacifika, vendar so se v 80-ih letih nenadoma razširile v Atlantiku in na Karibih. Pravijo, da se je to začelo, ko so lastniki akvarijev svoje ljubljenčke izpustili v morje. In ker nimajo naravnih sovražnikov, so se hitro razmnožili in postopoma uničili koralne grebene. Samo pomisli. En sam levja riba lahko naenkrat poje ducate rib. Še huje pa je, da lahko samice vsako leto izležejo do 2 milijona jajčec. Zaradi tega hitro iztrebljajo domorodne ribe in uničujejo ravnovesje ekosistema. Toda kako lahko ustavimo takšnega plenilca? Odgovor je, da jih naredimo tudi za hrano. Zato zdaj sodelujejo kuharji in okoljske skupine, da bi levjo ribo spremenili v morsko poslastico. Obstajajo celo kraji, kjer prirejajo turnirje v lovu na levje ribe, kjer se potapljači med seboj tekmujejo, kdo jih bo ujel največ. Ti ukrepi pomagajo, vendar pa grožnja teh progastih osvajalcev zaenkrat še vedno traja. In če jih ne bomo mogli ustaviti, obstaja možnost, da bodo koralni grebeni, ki so dom tisočem morskih bitij, popolnoma izginili. Divji prašiči. Če si ob besedi prašič predstavljaš rožnato žival, ki jo redijo na kmetiji, se motiš. Divji prašiči so kot večji, bolj pogumni in bolj uničevalni sorodniki domačih prašičev. So kot štirinožni buldožerji, ki lahko uničijo celo polje. Kako so sploh prišli v Ameriko? Zato so krivi prvi evropski naseljenci, ki so pripeljali prašiče za lov in živinorejo. Vendar jih je veliko pobegnilo in sčasoma so se razmnožili ter pomešali z domačimi prašiči. Rezultat tega so tako imenovani super prašiči, kot jih danes imenujejo strokovnjaki. So pametnejši, bolj vzdržljivi in težje jih je nadzorovati kot njihove prednike. Za kmete so prava nočna mora. Uničujejo pridelke, razkopavajo zemljo in uničujejo mokrišča. In to še ni vse. Prinašajo tudi različne bolezni, ki se lahko prenesejo na živali, domače ljubljenčke in celo na ljudi. Ocenjuje se, da škoda vsako leto doseže več milijard dolarjev, njihovo število pa še naprej narašča. Torej, kakšna je rešitev? Eden glavnih načinov je intenziven lov. V Teksasu to ni le hobi, ampak cela kultura. Obstajajo festivali in programi z nagradami, kjer je denarna nagrada za vsakega odstreljenega divjega prašiča. Nekateri celo uporabljajo helikopterje in termovizijo, da jih lažje izsledijo in odstrelijo iz zraka. Obstajajo tudi velike pastne kletke, zasnovane tako, da ujamejo celo skupino divjih svin naenkrat. A ta bitja so zelo pametna. Naučijo se, kako se izogniti, zato jih je skoraj nemogoče popolnoma iztrebiti. Trenutno se vojna proti tem divjim prašičem še vedno nadaljuje. In čeprav se je njihovo širjenje zaradi lova in pasti upočasnilo, nimajo namena odnehati ali se umakniti. Boj proti divjim prašičem je eden najbolj vročih spopadov v ameriški divjini. To je boj, ki še ni končan. Orjaški afriški polž. Če misliš, da so polži počasni in da ne počnejo nič drugega, kot lezejo naokoli, se motiš. Orjaški afriški polž je kot pošast v svetu mehkužcev. Je izjemno velik, izjemno požrešen in izjemno nevaren. Zraste lahko do 20 centimetrov, kar je daljše od človeške roke. Prvič so ga opazili na Floridi in od takrat je postal prava nočna mora za kmete. Požrejo na stotine vrst rastlin, od zelenjave, sadja do skorje dreves.
Ne uničujejo le pridelkov, s seboj prinašajo tudi parazita, ki lahko pri ljudeh povzroči meningitis. Kako lahko ustaviš počasen, a neustavljiv napad? Eden od nenavadnih načinov je uporaba posebej izurjenih psov. Da, psov, ki so izurjeni, da zavohajo in izsledijo polže, ki se skrivajo. To je kot igra skrivalnic z visokimi vložki. Toda tisti, ki izgubi, je bitje, ki lahko uniči celoten ekosistem in ogrozi zdravje ljudi. Poleg psov obstajajo tudi karantenski ukrepi in kampanje, ki spodbujajo javnost, da takoj prijavi, če opazi nenavadno sluzasto sled. V nekaterih skupnostih pregledujejo celo lastna dvorišča, da zagotovijo, da se tam ne skriva velikanski polž. Čeprav ti ukrepi pomagajo upočasniti njihovo širjenje, boj še ni končan. Gibajo se počasi, če pa jih pustimo pri miru, so njihovi učinki neobvladljivi in škodljivi. Zato ima vsak pes, znanstvenik in pozoren državljan pomembno vlogo pri preprečevanju njihove invazije. Zebraste školjke. Majhne so, ampak ne pusti se zavesti. Zebraste školjke so kot majhna bitja, ki povzročajo ogromne težave. Prihajajo iz vzhodne Evrope in so prišle v Ameriko zaradi balastne vode tovornih ladij. Ko so prispele do velikih jezer, se je tam začela prava kalvarija. Izjemno hitro se razmnožujejo in se pritrdijo kamorkoli. Na čolne, pomole, vodovodne cevi in celo na druge živali. Zaradi njihovega števila so povzročile ekološko in ekonomsko katastrofo. Ena največjih težav je, da pojedo preveč planktona. Zato domačim ribam in drugim vodnim organizmom zmanjka hrane. In ni samo okolje je prizadeto. Zaradi njihovega prevelikega števila se nabirajo v ceveh in njihovi opremi. Zamašijo jih in povzročajo milijarde dolarjev stroškov za čiščenje in popravila. Kaj se dela, da bi jih ustavili? Zdaj morajo uporabniki čolnov očistiti in posušiti svoje čolne, preden jih premaknejo v druge vode. Znanstveniki uporabljajo tudi biološko zatiranje, kot so bakterije, ki posebej ciljajo na zebraste školjke, ne da bi škodovale drugim divjim živalim. Obstajajo tudi kampanje, ki vse opominjajo, naj preverijo svojo opremo in ne prenašajo vodnih slepih potnikov. Toda prizadevanja so zaman, saj se zdi, da se zebraste školjke širijo kot ogenj. In za zdaj dokazujejo, da včasih najnevarnejši napadalci niso tisti veliki, ampak tisti, ki jih skoraj ne opaziš, dokler ni že prepozno. Trsni krastači. Predstavljaj si bitje, ki je tako strupeno, da lahko že dotik z jezikom povzroči smrt živali, kot je pes. To je trsna krastača, ena najbolj znanih invazivnih vrst na Floridi. S seboj nosi strup, ki lahko ubije živali in povzroči veliko škodo naravi. Prihajajo iz Srednje in Južne Amerike. Vendar so jih prinesli v druge države, kot sta Avstralija in Florida, da bi nadzorovali škodljivce na poljih. Težava je, da niso jedli samo škodljivcev. Požrli so vse, kar so srečali na poti. Zdaj se hitro množijo in izrivajo domorodne vrste. In škodujejo živalim, ki jih poskušajo pojesti. To ni navadna žaba. Trsna krastača ima žlezo na zatilju, ki izloča gosto belo strupeno snov, kadar jim grozi nevarnost. Če pes ali mačka vdihne ali zaužije to snov, lahko to povzroči smrt. Pri ljudeh pa lahko povzroči hudo omotico in slabost. Kaj torej počnejo ljudje? Na Floridi ukrepajo kar sami prebivalci. Obstajajo skupnostne patrulje, ki se vsako noč sprehajajo z baterijami, da ujamejo trsne krastače. Ko jih ujamejo, jih humano evtanazirajo, da ne bi več povzročale škode. Na nekaterih območjih postavljajo tudi ograje, neprehodne za krastače. Raziskovalci preizkušajo tudi feromonske pasti, da bi jih privabili in ujeli, preden izležejo jajca. Toda ker se tako hitro razmnožujejo, jih je skoraj nemogoče popolnoma iztrebiti. Za zdaj je boj usmerjen v nadzor in zmanjšanje njihovega števila, ne pa v popolno izkoreninjenje. In medtem, ko se ta boj nadaljuje, ostajajo trsne krastače, kot eden najmočnejših strupov, ki jih je narava prinesla v Ameriko. Ognjene mravlje. Predstavljaj si, da hodiš bos po travi na vroč dan. Nato te nenadoma večkrat pičijo, boli, peče in zdi se, kot da ti koža gori. To so ognjene mravlje. Majhne, a izjemno pogumne osvajalke Amerike. Prihajajo iz Južne Amerike in so prvič prispele v Združene države v 30 letih prejšnjega stoletja. Pripotovale so s tovorom. Od takrat so se razširile kot ogenj.
Ustvarile so velike kolonije pod zemljo in napadle vse, kar jim je prišlo na pot. Ne prinašajo samo navadnega srbenja. Ugrizi in piki ognjenih mravelj pustijo zelo boleče izpuščaje. Pri nekaterih lahko povzročijo hudo alergijsko reakcijo, ki je lahko smrtonosna. In niso samo ljudje žrtve. Tudi živali in domače živali so prizadete zaradi njihovega krutega razmnoževanja. Za kmete predstavljajo tudi veliko težavo. Uničujejo pridelke, vstopajo v hiše in celo napadajo novorojene živali na kmetiji. Ocenjuje se, da so zaradi škode, ki jo povzročajo ognjene mravlje v kmetijstvu in infrastrukturi, izgubili že milijarde dolarjev. Kaj torej počnejo proti njim? Ena izmed nenavadnih rešitev je uporaba parazitskih muh. To so žuželke, ki odlagajo jajčeca neposredno na telo ognjenih mravelj. Ko se jajčece izleže, ličinka poje mravljo od znotraj navzven, dokler ji popolnoma ne odgrizne glave. To je kot pravi grozljiv film. Vendar je to učinkovit način za zmanjšanje njihovega števila. Poleg tega uporabljajo tudi vabe, insekticide in celo prelivanje z vrelo vodo za uničenje kolonij. Toda ognjene mravlje imajo izjemne preživetvene sposobnosti. Ko pride do poplav, lahko naredijo živ splav. Združijo se in plavajo na vodi, dokler ne najdejo novega kraja, ki ga lahko napadejo. Zato so ognjene mravlje še danes eden najtežjih nasprotnikov. Čeprav so majhne, je škoda, ki jo povzročijo, tako velika kot vojna proti naravi. Evropski škorc. To je bitje, ki je zelo škodljivo in nevarno. Leta 1819 je bogat oboževalec Shakespearea dobil idejo. V Central Parku naj bi izpustili vse ptice omenjene v pesnikovih igrah. In tam so bili vključeni tudi škorci. Takrat so izpustili le okoli 100 ptic. Danes pa je po vsej Severni Ameriki razširjenih več kot 200 milijonov škorcev. Kakšen je problem z njimi? Prvič, so agresivni. Prevzemajo gnezda domačih ptic, kot so modre ptice in detli. Zato imajo te ptice težave s preživetjem. Drugič, so velik škodljivec v kmetijstvu. Velika jata lahko v nekaj urah uniči celoten nasad žit, sadja ali jagodičja. A najbolj nevarno od vseh so njihove jate, ki jih imenujejo murmuracije. Ko milijoni škorcev letijo skupaj, je to čudovit prizor na nebu. Toda to lahko povzroči tudi veliko nesrečo. Leta 1960 je letalo strmoglavilo, potem ko je letelo skozi jato škorcev. In žal sta umrli 2 osebi. Zato, kaj se počne proti njim? Kmetje uporabljajo hrup, pasti in strašilne taktike, kot so zvoki plenilcev, da jih odženejo. Druge obstajajo programi za privabljanje in celo kemično zatiranje. Čeprav je to nevarno za okolje, pa se kljub vsem prizadevanjem še naprej množijo. Preprosta strast nekoga do Shakespearea je privedla do ene največjih ekoloških napak v zgodovini Amerike. Če jih pogledaš, so kot majhni dragulji. Sijoče, zelene in bronaste barve, ki se bleščijo na soncu. Toda za bleščičo zunanjostjo so japonski hrošči eni najhujših škodljivcev v ameriških vrtovih. Prvič so prišli iz Japonske v začetku 20. stoletja, pripeljani s pošiljkami rastlin. Od takrat so se hitro razširili in postali prava nočna mora za kmete in vrtnarje. Njihova strast? Skoraj vse rastline. Vrtnice, sadna drevesa, zelenjava. Če ima listje, ga bodo pojedli. Ne bodo ga samo malo pogrizli. Liste pustijo kot duhove, saj pojedo listno tkivo in pustijo le žilice. Še huje pa je, da niso problem samo odrasli hrošči. Njihove ličinke oziroma ogrci živijo pod zemljo, sesajo korenine trave in počasi uničujejo celoten travnik od spodaj navzgor. Kaj ljudje počnejo proti njim? Nekateri ročno pobirajo hrošče in jih potapljajo v vodo z milom. Drugi uporabljajo feromonske pasti, ki jih privabljajo, vendar včasih privabijo več hroščev, kot jih ujamejo. Obstaja tudi biološki pristop, kjer uporabljajo nematode, majhne črve, ki ubijajo ličinke. Naravni insekticidi, kot je neemovo olje, so prav tako zaščita. Toda kljub različnim poskusom se število japonskih hroščev še vedno povečuje. So odporni, hitri, prilagodljivi in neizbirčni. Zato so še danes eni največjih sovražnikov vrtnarjev in kmetov.
Predstavljaj si, da se sproščaš na majhnem čolnu na reki, nato pa nenadoma ogromen riba skoči in te udari naravnost v obraz. Takšen je sloves azijskega krapa, vodnih akrobatov, ki so postali prava nočna mora rek in jezer v Ameriki. Prvič so jih pripeljali iz Azije sredi 20. stoletja, da bi pomagali v ribogojnicah in pri čiščenju odpadnih voda. Njihova naloga je bila jesti alge in plankton. Ko so v 70. letih prejšnjega stoletja poplave prizadele območja, so pobegnili in se razširili po porečju reke Mississippi. Od takrat se njihovo število povečuje kot plimski val, ki ga ni mogoče ustaviti. Problem je resen, ker jedo plankton, ki je glavna hrana domorodnih rib. In ker se tako hitro razmnožujejo, bodo lokalnim vrstam zmanjkalo hrane. Samice lahko izležejo do 1 milijon jajčec na leto. Predstavljaj si, če jih je na tisoče hkrati. Toda to ni edina zastrašujoča stvar. Azijski krap je znan po tem, da skoči iz vode, ko se prestraši. In ker lahko tehtajo do 100 funtov, je bilo veliko ribičev in čolnarjev poškodovanih, ko jih je zadel leteči krap. Kot da bi te napadel velik pes iz morja. Kaj se dela proti njim? Ena izmed najbolj visokotehnoloških rešitev je uporaba električnih ovir. Kot nevidna ograja pod vodo, ki preprečuje njihov vstop na nova območja. Obstajajo tudi zračne zavese in zvočni odvračalci, ki jih uporabljajo za njihovo odganjanje. Največja naloga zdaj je preprečiti, da bi prišli do velikih jezer. Če se to zgodi, lahko propade ameriška ribiška industrija, vredna več milijard dolarjev. Zato se boj nadaljuje. To je tekma s časom, da ustavimo te skačuče in požrešne napadalce. Kudzu. Predstavljaj si, da se nekega dne zbudiš in tvoj dom, avto in celo poštni nabiralnik so prekriti z debelo odejo ovijalk. Kot prizor iz znanstveno-fantastičnega filma. Toda v mnogih delih jugovzhodnih Združenih držav Amerike je to resničnost zaradi kudzuja. V poznih letih 19. stoletja so ga pripeljali iz Japonske kot rešitev za erozijo tal. Takrat so celo spodbujali kmete, naj ga sadijo. Sprva se je zdelo kot dobra ideja, dokler ni začel rasti izjemno agresivno. Lahko zraste celo do 30 cm na dan. In ko enkrat začne rasti, ga skoraj nič več ne more ustaviti. Ovita drevesa, stavbe in celotno pokrajino, dokler prej živahen ekosistem ne postane brez življenja. Rezultat je kot zelena puščava, kjer ni več nobene raznolikosti rastlin. Težava pa ni le na površju. Korenine kudzuja so globoke in močne. Tudi če ga odrežeš na površju, ima spodaj dovolj energije, da ponovno zraste. Herbicidi pomagajo, vendar jih je treba uporabljati večkrat, zato je to drago in nevarno za naravo. Vendar so odkrili nenavadno rešitev. Koze. Da koze, ki so znane po tem, da jeda vse mogoče, so učinkovito orožje proti kudzuju. Uporabljajo jih, da pojedo trte na določenem območju. Na jih stroji ne morejo doseči, hkrati pa pomaga zemlji kot naravno gnojilo. Zdaj so na voljo storitve najema koz v različnih zveznih državah, ki ponujajo okolju prijazno zatiranje kudzuja. En ugriz naenkrat. Kudzu sicer ne izgine popolnoma, vendar je jasno, da se človek in narava borita za ponovno vzpostavitev ravnovesja. Trta, ki je bila nekoč obravnavana kot rešitev, je zdaj ena največjih težav in boj proti njej poteka vsak dan. Burmanski piton sredi floridskih močvirij Everglades je tih, a smrtonosen napadalec. Burmanski piton, velikanska kača, ki lahko preseže dolžino 20 čevljev in pogoltne celega živega krokodila. Niso naravni del Amerike. Sprva so prišli kot eksotični hišni ljubljenčki, a ko jih lastniki niso več mogli skrbeti zanje, so jih mnogi izpustili. V vročem in vlažnem podnebju Evergladesov so nastali popolni pogoji za njihovo razmnoževanje. In res so se razmnožili. Zdaj na tisoče pitonov tava po močvirjih. Požrejo katerokoli žival, ki jo najdejo, kot so jeleni, ptice, rakuni in celo rdeči risi. Tukaj nimajo naravnih plenilcev, zato se še naprej množijo in potiskajo domorodne vrste na rob izumrtja. Kaj torej počnejo, da bi jih ustavili? Eden izmed nenavadnih odgovorov je Python Challenge. To je letno lovsko tekmovanje, kjer se zberejo lovci na kače iz različnih delov države. Na voljo je denarna nagrada za največjo in največ ujetih kač. Zato je to nekakšna kombinacija ekstremnega športa in ohranjanja narave. Toda lovljenje samo po sebi ni dovolj. Zato so znanstveniki uporabili judove kače,
pitone z radijskimi oddajniki, ki jih spremljajo, da bi odkrili mesta razmnoževanja. Obstajajo tudi droni s termovizijo, da jih lahko opazijo, in obstajajo tudi lovci na kače. Kljub vsemu temu ostaja burmanski piton hud nasprotnik. Medtem ko se še naprej množijo, je prosto živeče živali na Floridi vse bolj ogrožena. Everglades je danes kot bojišče, kjer lokalne živali postopoma izginjajo pod tihim, a smrtonosnim plazenjem teh kač. Pegasta svetleča muha. Na prvi pogled pegasta svetleča muha izgleda kot lep in neškodljiv insekt. Ima živo rdeča krila in pikčast vzorec. A vendar se ne pustite zavesti, saj je to ena najbolj škodljivih škodljivcev, ki se trenutno širi po severovzhodnih Združenih državah. Prihajajo iz Azije in so jih prvič opazili v Pensilvaniji leta 2014, verjetno zaradi uvoženega blaga. Od takrat so se hitro razmnožili in zdaj napadajo več kot 70 vrst rastlin, od vinske trte, sadnih dreves do listavcev. Njihov način prehranjevanja je sesanje rastlinskih sokov. Še huje pa je, da za seboj puščajo lepljiv ostanek, imenovan medena rosa, ki povzroča rast sajaste plesni, ta pa uničuje rastline. Kaj ljudje počnejo proti njim? Prvo pravilo je preprosto. Takoj jih pohodite, ko jih opazite. V nekaterih skupnostih prirejajo dogodke Lanternfly Smash, kjer se ljudje zberejo in jih skupaj pohodijo. Obstajajo tudi kraji, kjer za vsakega ujete škodljivca ponujajo nagrado. Poleg tega uporabljajo tudi lepljive trakove na drevesih, da jih ujamejo, preden poškodujejo drevo. Vendar je treba to uporabljati previdno, saj se lahko ujamejo tudi ptice in koristne žuželke. Na znanstveni strani pa preizkušajo naravne plenilce, kot so parazitske ose, zaščito pred njihovim hitrim razmnoževanjem. Kljub vsem ukrepom se ta škodljivec še naprej širi. Vsako leto se njihovo območje povečuje in povzročajo veliko škodo v kmetijstvu in gozdovih. Vprašanje zdaj je, ali jih lahko še ustavimo, preden popolnoma prevzamejo nadzor nad naravo. Nutrija. Če jih pogledaš, so videti kot mešanica podgane in bobra. Toda nutrija je ena največjih težav mokrišč v Ameriki. So veliki podvodni glodavci, ki ne nehajo jesti. In sposobni so spremeniti nekoč zeleno močvirje v blato. Nutrijo so v Združene države prvič pripeljali v začetku 20. stoletja, zaradi trgovine s krznom. Sprva so se zdele neškodljive. Ko je povpraševanje po krznu upadlo, so jih na tisoče izpustili. In tam se je začela kalvarija. Postopoma so se razširile po Louisiani, Teksasu in drugih krajih ter se hitro namnožile. Ne jedo samo rastlin. Uničujejo celoten ekosistem. Jedo rastline, ki preprečujejo obalno erozijo. Zato se obale in življenjski prostori številnih živali postopoma rušijo. In tu se ne konča. Radi tudi kopljejo po nasipih in rečnih bregovih. S tem oslabijo poplavne zaščitne strukture, ki so ključne za skupnosti. Kaj torej počnejo, da jih ustavijo? V Louisiani imajo program nagrad, kjer lovcem plačajo za vsak rep lotrije, ki ga prijavijo. Nekateri kuharji prav tako spodbujajo, da bi nutrijo uporabljali kot hrano. Obstajajo recepti za pripravo gumboja iz nutrije ali tacojev iz nutrije kot način nadzora in alternativne hrane. Toda prizadevanja so zaman, saj se še vedno hitro razmnožujejo. Zato jih je skoraj nemogoče popolnoma izkoreniniti. Boj proti nutrijam se nadaljuje. Bodisi z lovom, pastmi ali celo v kuhinji. Ena stvar je jasna. Ustaviti jih je treba, če želimo rešiti ameriška mokrišča. Severna kačeglava riba. Predstavljaj si, da loviš ribe v svojem najljubšem jezeru in nenadoma ujameš ribo, ki je videti kot iz grozljivke. Ima dolgo telo, ostre zobe in lahko hodi po kopnem. To je severna kačeglava riba. Ena najbolj smrtonosnih in najbolj invazivnih rib v zgodovini Amerike. Prvič so jih odkrili v Marylandu leta 2002. Verjetno so jih odvrgli lastniki akvarijev ali pa so prišle iz ribjih tržnic. Ko pa so enkrat prišle v reke in jezera, so se hitro razširile. So vrhunski plenilci. Jejo majhne ribe, žabe, rake in včasih celo druge kačeglave ribe. Najbolj nevarno pa je, da lahko preživijo več dni zunaj vode.
kar lahko dihajo zrak, dobesedno lahko hodijo po kopnem, da se preselijo v drugo jezero ali reko. In ker v Ameriki nimajo naravnih plenilcev, jih nič ne ustavlja pri razmnoževanju. Nekatere zvezne države zdaj celo prirejajo turnirje v lovu na kačeglavo ribo. Na voljo so nagrade za največjega in za največ ujetih. Nekatere restavracije so začele ponujati snakeheada kot specialiteto, da bi zmanjšale njihovo število. Uporabljajo tudi elektroribolov, kjer v vodo spustijo električni tok, da jih ujamejo. V nekaterih skrajnih primerih uporabljajo tudi pesticide. Kemikalije, ki pobijajo vse ribe na določenem območju, da bi iztrebili snakeheada. Toda ne glede na način, ostajajo izjemno trdoživi in vzdržljivi. Z svojo sposobnostjo dihanja zraka, hoje po kopnem in preživetja skoraj kjerkoli, je severni kačeglavec kot pošast, ki je ni lahko ustaviti. In še danes se v Ameriki nadaljuje boj proti tej ribi, ki hodi po kopnem. Hišni vrabci. Obstajajo ptice, ki so znane po svojih lepih pesmih ali pisanem perju. Toda hišni vrabci so drugačni. Mehni, agresivni in kot mali gangsterji neba. Prvič so jih iz Evrope pripeljali v 19. stoletju, da bi pomagali nadzorovati škodljivce. Namesto da bi pomagali, so postali velika težava. Ne samo, da tekmujejo za hrano z domačimi pticami, prevzamejo tudi njihova gnezda, včasih pa celo ubijejo prvotne lastnike. Modre lastovke in druge domorodne vrste so zaradi njih doživele velik upad populacije. Še huje je, da se hitro razmnožujejo, zlasti na območjih blizu ljudi. Radi imajo mesta, kmetije in dvorišča. Gnezdijo na svetilkah, žlebovih in celo na semaforjih. Kjer so ljudje, so zagotovo tudi oni. Kaj se dela proti njim? Obstajajo posebne ptičje hišice z obliko, ki je hišnim vrabcem nedostopna, a varna za domače vrste. Obstajajo tudi tako imenovani strašilci za vrabce. To so preproste naprave, ki jih odganjajo z gnezdišč. Na nekaterih območjih uporabljajo tudi lovljenje v pasti in odstranjevanje, da zmanjšajo njihovo število. Kljub vsemu temu, hišni vrabci ostajajo ena najuspešnejših invazivnih ptic v zgodovini. Zaradi njihove sposobnosti prilagajanja in razmnoževanja bodo očitno ostali del pokrajine Severne Amerike, pa če nam je to všeč ali ne. Argentinske mravlje. Večina mravelj ima majhne kolonije in svoje ozemlje. Toda argentinske mravlje so nekaj posebnega. One tvorijo ogromne superkolonije, ki delujejo kot en sam velikanski organizem. Prvič so prišle iz Južne Amerike proti koncu 19. stoletja s trgovskimi ladjami. Ko so se enkrat naselile v Ameriki, so se hitro razširile. Za razliko od drugih mravelj, ki se borijo za ozemlje, se argentinske mravlje med seboj pomagajo. Zato njihove kolonije postanejo večje in močnejše. Zaradi tega hitro prekašajo in izrinejo domače mravlje. In ne borijo se samo z drugimi insekti. Vdirajo v hiše, uničujejo pridelke in celo napadajo čebelje panje, s čimer ogrožajo opraševalce. V mestih so znani tudi po tem, da preplavijo električne omarice, povzročajo kratke stike in škodo na napravah. Kako se lahko ljudje borimo proti njim? Običajni insekticidi niso dovolj, saj tudi če uničimo en del kolonije, ostali še vedno nadaljujejo. Zato raziskovalci preizkušajo biološko zatiranje, kot so parazitske glive, ki ciljajo na argentinske mravlje, ne da bi škodovale drugim vrstam. Nekateri lastniki domov uporabljajo diatomejsko zemljo, prah, ki lahko prereže eksoskelet mravelj, ali pa vabe s trupom, ki ga mravlje odnesejo v gnezdo. Toda zaradi velikosti njihovih superkolonij je skoraj nemogoče popolnoma iztrebiti te mravlje. Zato se boj proti argentinskim mravljam še vedno nadaljuje. Vojna proti majhnim vojakom, ki skupaj delujejo kot eno ogromno bitje. Skoraj kamorkoli pogledaš v mestu, na strehe, v parkih, pod mostovi ali celo na vetrobranskem steklu tvojega avtomobila, povsod so skalni golobi. Danes so ena najpogostejših ptic v ameriških mestih, vendar prvotno niso bile del tukajšnje pokrajine. Prihajajo iz Evrope in Severne Afrike, kjer so jih najprej udomačili kot domače ptice. Ko so jih v 17. stoletju pripeljali v Severno Ameriko, jih je veliko pobegnilo in postopoma so oblikovali divje populacije. V mestih so našli popolno bivališče, veliko hrane, malo plenilcev
in veliko krajev za gnezdenje. Težava pa je, da povzročajo škodo in bolezni. Njihov iztrebek je zelo kisel in lahko razjeda cement ter kovino, zato poškoduje stavbe, spomenike in vozila. Poleg tega lahko prenašajo parazite, kot so pršice in bolhe, ki povzročajo bolezni pri ljudeh. Kaj torej mesta počnejo, da jih nadzorujejo? Nekatera mesta so izpustila sokole in jastrebe kot naravne plenilce. Izvajajo se tudi poskusi s krmo za nadzor plodnosti. Razvili so tudi umetna jajca za golobe. Pogosto se uporabljajo bodice in mreže, da jim preprečijo gnezdenje na stavbah. A kljub vsem tem ukrepom ostajajo skalni golobi trdoživi in prilagodljivi. Vedno najdejo način, da preživijo. In zdi se, kot da dokazujejo, da so v mestnem življenju prav oni pravi skvoterji, ki jih ni tako enostavno pregnati. Rjave drevesne kače. Predstavljaj si, da si na otoku, ki je kot raj, a ne slišiš nobenega ptičjega petja. Namesto tega pa na tisoče kač leze po drevesih, elektrika pa ponoči nenadoma izgine. Takšna je resničnost na Guamu zaradi vdora rjavih drevesnih kač. Prihajajo iz Avstralije in Papue Nove Gvineje, ter so prvič prispeli na Guam po drugi svetovni vojni, verjetno z vojaškim tovorom. Ker na otoku nimajo naravnih plenilcev in je hrane iz domačih vrst ter majhnih sesalcev v izobilju, so se hitro razmnožili. Danes naj bi bilo do 13.000 kač na kvadratno miljo, zaradi česar je Guam eno najbolj poseljenih območij s kačami na svetu. Niso grožnja le za divje živali. Plezajo po električnih vodih in povzročajo izpade elektrike. Vdirajo tudi v hiše, grizejo ljudi in jedo hišne ljubljenčke. In ker imajo strup, so nevarni, še posebej za otroke in majhne živali. Kaj so naredili proti njim? Poskusili so s pastmi in lovom. Toda ena najbolj bizarnih rešitev je bilo odmetavanje strupenih miši iz zraka. Da z majhnimi padali spuščajo miši, ki vsebujejo acetaminofen. To je varno za druge živali, a smrtonosno za kače. Čeprav je to pomagalo zmanjšati njihovo število, je skoraj nemogoče popolnoma iztrebiti rjave drevesne kače. Njihova škoda na ekosistemu je že prevelika. Zdaj si uradniki prizadevajo preprečiti, da bi se razširile na druge otoke v Pacifiku. Če bi se to zgodilo, bi lahko umrlo še več divjih živali. Boj proti tej invazivni vrsti se nadaljuje. In zgodba o rjavi drevesni kači kaže, da lahko včasih eno bitje, ki pride nepričakovano, spremeni usodo celega otoka.